mislim, da tu nekaj za nič skrita omrežja, pa nič tako skrivnostnega. Glejte, zavod 8. marec je ustanovil Simon Maljevac, današnji minister. On se je kot lastnik in ustanovitelj umaknil tik preden je postal minister, ker bi to bilo pa res nezdružljivo. In on je postavil gospod Niko Kovač za direktorico tako imenovanega inštituta brez zaposlenih, ki je v resnici privatni zavod. Ustanovili so ga zaradi tega kot stranka, ker je na ta način mogoče strankarsko dejavnost financirati na načine, ki so strankam prepovedani. Torej od podjetij, ki dobivajo denar tudi od države in iz tujine. In tudi od podjetij iz tujine. In vse to se pri Niki Kovač in v 8. marcu dogaja. In to povrh vsega lahko naredijo skrito. In to tudi delajo skrito. Mi ne moramo zvedeti, kdo jih plačuje, recimo za leto 2024 gre za več kot 700 000 evrov. Pa še ena velika prednost je, da so to naredili, ne. S tem se lahko Nika Kovač nenadoma v medijih, in v mediji to tudi predstavljajo njihovi, ne, kot neko nestrankarsko osebnost. Čeprav ona znana aktivistka in je bila tudi v volilnih štabih Levice, pa to in so slike od tam in sploh ni skrivnost, ne.